The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ok, sončki, dobrodošli nazaj. Sicer danes je daleč od tega, da je sončen dan. Tako da jaz pa Petra sva glih pogledala za prvo etapo Alula Tura, tako da bomo šli čez to. Najprej moram pa reči, pa še pohon drugih stvari, sam najprej moram pa reči, prva povezava v opisu je nek tak vprašalnik hiter glede clincher, tubeless, itd. Plaščev, obročev, tako da prosim pejte, izpolnite, naslednji teden bo šla pa v bistvu še na to temo malo bolj orang čez, rekel sem, da bo šla že ta teden, ampak bi najprej rad videl vaše mnenje, tako da lahko sodelujete, lahko poveste, kaj boste in na podlagi tega se bo pol malo več povedal v naslednjem tednu, pa še posebej bom naredil video prav na to temo. Tako da to se pravi danes Alula Tour, malo se pravi v začetku sezone, ciklokros svetovno prvenstvo je ta vikend, še polhanenih stvari ima Petra označenih, jaz bi kle sam še pokomentiral, vaje v fitnessu, mogoče bo šla še neki, sva že obljubljala, da bo o tem povedala, kaj Petra dela, kjer je vaje za kor. Ja, vse tukaj neki veliko ni zdaj, mislim, razen da so štartali, mislim, je zapovedati, da je zelo močna zasedba, no. Ja, zelo dobri kolesarji so tam zdaj te dni, naših je tudi kar nekaj Slovencev, fantov, tako da bo po moje tako lušten. Meni je všeč zagledati zaradi te, mogoče puščava deluje dolgočasno, ampak meni je kar fascinanten gledati te skulpture, polne steklene stavbe, pa tako da je za nas, ki smo z tega konca kle Evrope, mogoče to zanimivo zagledati bolj. Meni je všeč, no. Ja, jaz isto, zdaj, ko sem gledal, ker sem dobil od Niša slike, ne, so bili oni že lansko leto. In mi ni bilo jasno, kje to v Aziji so slikali in pa sem pač videl, da je z tega tura. In tudi zdaj tekmujejo, tako da poleg naših bom navijal še za, kaj so, Royal Insurance. Aha, ja, Niši, ki vozijo Niš kolesa, ja. Tako da danes sem že upal, da bo kaj naredil šprint, pa ga pol ni bilo v top 10. Ja, tako da je bil pa tak. bežal en čas, tako da se je videl kolo. Ampak ja, so pa naši, se pravi, Mezgac je, pa za Jayko Alula, moram reči, da najlepši dres od World Tour ekip, vsaj meni osebno. Ja, meni je, jaz to že skozi govorim, no, zdaj tole, da imajo res lepe drese. Letos je lep. Mislim, letos, že skozi, pač, zdaj so že kar nekaj časa, oni so bili eni prvih takih, ki so dali ven ta nov dres, pa da je bil res ful razlike v primerjavi z prejšnjimi dresi, a ne. In meni je tudi, ful mi je lepa ta vijolična barva, všeč so mi hlače, ki niso črne, ampak so take siva, lepa siva, se ujame s to vijolično. In moram tudi reči, da te fantje, ki so oblečeni v tej vijolični, je to dobra vijolična, da jih ne dela jih enih takih poženščenih, ker meni še vedno recimo od Education First, te roza variante, mi še vedno vsi izgledajo polkene punčke, ampak oni pa še vedno izgledajo desci, no. Pa so pa rjavi, ne, malo zagoreli, pa ta vijolična barva in meni so prav lepi fantje. Jaz mislim, da je ta pogovor že takoj na začetku zašel čisto napačno smer. Kaj? Jaz sem povedala kot ženska, ti pa ne vem kaj. Ja, meni so vsi lušni, ja. Ja, no. V teh pajkicah. Vse so tudi punce, ne? Mislim, da imajo iste take drese. Ker prej so imele punce odliva zelo drugačne drese v primerjavi z moškimi, vedno je bila razlika. Zdaj mislim, da so v istih. Meni se tudi zdi, zdaj se jih ne spomnim, ampak mislim, da imajo res. In tudi kolesa, te Gianti, si videl, kakšen spred vijoličen, pa se preliva pa v belo, pa se kar malo zlije s tem dresom, no. So lepo pobarvani. Letos, ko bolj, ko sem si ugledal te Pro Tour, World Tour ekipe, se mi zdi, da je kar neki, ki imajo kolesa, ja, zelo lepo pobarvano. Ja, me prav zanima, kakšni bojo imeli z dogme. Mislim, še zmeraj grda. Ja, sej to. To je najgrša dogma od začetka do konca. Jaz ne vem, če je imel Ineos kdaj lepo, vsaj men, ampak ja. Edina barva poleg rumene, ki jo ne bi imel. Vse ostale dogme. Dobro, tista, ki so imeli čisto na začetku, ki je bila cela čist modra, veš, ki je bila čist temno modra, pa je samo en tak bil oranžkast, nekje rdeček, zmečkan
eventualno od vseh barov, ki so bile kasneje, bila una še mogoče nekako. Mislim, da je bil to prvi od Ineos Grenadirja, ki so ga imeli, ko je Ineos prevzel Sky. Zato nazaj se ne spomnim. Jaz sem bolj zlata Mislim, da je bilo ribica. takrat. Ja, drugače pa Slovence imamo Žaka Eržena, ki mislim, da je tole njegova prva, po moje, dirka. V World Touru. Ja, jaz ne vem, se ne spomnim, da bi on že kje vozil. Ja. Zdaj, če se motim, me lahko kdo popravi. Pa tudi Anže Ravbar, ki je pa tudi zelo mlad fant. Tako da sta dva mlada kolesarja, ki v bistvu nekako debitirata Slovenca na tem v Pro Tour dirkah. Ja. Pa kakor sem zaznala, je eden od športnih direktorjev Jan Polanc. Okay. Prva je. Pri UAE-ju tako. Tako da imamo neke slovenske tam zasedbe. Trasa je pa vedno zanimiva. Razgiban bo, tudi nekaj sem gledala, imajo tudi kar nekaj vzponov, nekaj klancev je, tako da... Prav tako, zdaj že malo razmišljam za naslednje let. Za dopust greš lepo v Savdsko, ko je, da morje tam je nor, koralni grebeni so baje Sigurno brutalni. se tam ne moreš mi slabega dopusta. Se pravi, sploh ne en Evropejc, pa če so ti všeč egzotika, ne moreš mi slabega dopusta tam. Zdaj je prišel eden od naših, ki je v odhod na rundo iz Omana, je tudi ful pohvalil. Tako da mislim, da so to taki predeli, pač malo egzotike, malo drugače. Kle so bolj verjetno stvari, ki se sabo potegnejo, so kakšne finance. Čeprav jaz sem kle brala, Saudska Arabija je drugače zelo problematična z vidika turizma, ker imajo zelo te velike revščine tam in tam so potem ti delavci in baje, da tudi prijo lahko do napadov turistov in tako ni tako kar zajet. Če kdo hoče jet, naj si prej kaj prebere. No. Mislim, jaz sem kaj je bila prvič Lula Tour, 4-5 let nazaj je bila prvič Lula Tour, takrat sem si jaz pogledala, kaj sploh je ta Lula, no in takrat so bili neki protesti enih delavcev, imajo jih v rudnikih, ne plačujejo jih in neke take stvari. No. Ne dopuščajo tam kakšne se ne dopuščajo, ampak vedno pač moraš preveriti. No. Tako, ni tako kot Dubaj, ker Dubaj ni greš pa gre. Jaz mislim, da so, kar se tiče turistov, da se ne hecajo kaj preveč. Zato, ker hočejo narediti Bližnji vzhod zdaj zelo prijazno se pravi, da se to veča in se turizem itd. No, se pravi, mislim, so tudi jih umikali zelo na grd način, z umori in tako dalje, da so jih umaknili te protestnike od turistov stran. Ja. To je to velja za Savdsko Arabijo, tudi za bližnje te arabske. Jaz bolj hočem povedati, da za turiste je po moje ful varno, kar se tiče pa kako pa delajo s svojimi. Jaz ne vem, nisem tako brala, da je tako zelo varno. Mislim, jaz sem Bolek, je bil dol, je rekel, da mu je bilo top, da ni imel filma. Sam Bolek v Arabskih Emiratih. Ne, v Savdsko je šel se potapljati prav. Ja, dobro. To je bilo... Se pravi, jaz sem bil 2 leta nazaj v Dubaju, se pravi 3 leta nazaj. Dobro, on je vsem prevzel, je tudi njihov način življenja, njihovo vero, vse skupaj on je ratu njihov. Ja, en del njih je ratu, vprašanje, če se tam počuti tako... Jaz sem pravim, da se treba prebrati te stvari, če ti nekaj greš, ne moreš kar reči, gremo v Savdsko Arabijo, kolesariti. Ja, no, tako da mislim, da so 3 šprinterske etape, 2 sta take malo bolj, ena mislim, da se še celo 2, da se zaključa v klanc gor. 2 sta kar v klanc, pa celo grejo na en klanc 2-krat. Tako da je kar neki klanca, da so še celo nekaj več klanca dodali, kot ga je ponavadi. Okay. Nekako se pa za favorita, tako kot sem gledala pa brala, je največ na stavnicah, največ ima šans Tom Pidcock, tako da njega se pač nekako smatra niti neke nore, to je res na prvem mestu. No. Jaz se danes isto šprintu še za une sekunde. Zgleda, da zna biti res, da so se, da hoče štartati v sezono zelo dober in ja, jaz pa tudi, jaz bi bil ful vesel, da bi šlo najmo dober. Škoda, ker sicer ne gre na ciklokros zdaj ta vikend, ampak ja. Ja, pa se tudi letovski voz, se ne voz ciklokrosa. Ne, čisto se je odpovedal, ba je, da ja, zdaj je tudi v novi ekipi in mora se najbrž malo posvetiti in tudi tam najbrž drugače vse skupaj. A si gledala zdaj kaj ciklokros ta vikend? Ne, gledala ga nisem, kar si mi ti malo povedal. Gledala pa nisem, ker enostavno tudi za vikend me sploh ni bilo, kaj dost
ne pred televizorjem. Od vas, če kdo gleda ciklokros, prosim komentirajte spodaj, a se samo meni to zdi, ampak meni je Van der Poel v primerjavi z Van Aertom toliko bolj tehnično podkovan, da ne vidim, kako bi ga lahko Van Aert premagal, ker zdaj se je odločil, da gre na svetovno prvenstvo ta vikend. Tako da ja, jaz pravim, da bo Van der Poel zmagal tako z kar orang razliko, bolj ka bo, ne vem sicer, je orang tehničen ciklokros zdaj ta. A ti si zdaj že na svetovnem prvenstvu. Ja. Ja. No, to sem si pa pogledala, pa prebrala o svetovnem prvenstvu. V nedeljo bo prenose na Eurošportu, tako da lahko se gleda. In tudi pogledala sem, da je v Franciji, ki je točno bolj proti severu, proti belgijski meji, je pa tehnično zelo zahtevna trasa. In v bistvu tudi, ko sem to tudi pogledala, stavnice in pa predvidevanja, je daleč Van der Poel, vsi ostali, piše, se bojo borili samo še za drugo mesto. Ja, mislim, jaz tukaj, ko sem gledal. Ampak je pa pol tudi tako, da jasno Van Aert gre na tako dirko, ker se veš sam, vedno je, nikoli ne veš, ne, lahko pa Van der Poelu se nekaj zgodi v končni fazi, lahko je nek defekt, lahko je karkoli, in potem se začne pa lahko borba, ne, za ostala mesta spet, ali pa tudi za prvo mesto se lahko spremeni. Tako da, ampak je tako drugače. Pri ženskah je več favoritin, več dobrih punc, tudi so iz cestnega kolesarstva, priimki, kar sem jih jaz videla, tako da vem, da so. Pri moških je pa pač Van der Poel, pa dolg nič. Ja. Bomo videli, jaz definitivno bom priključen za ekran. Sej bom jaz tudi zdaj to svetovno prvenstvo pa gledala. No. Moram reči, da prejšnja 2 leti, 2 sezoni smo ful spremljali tale ciklokros, letos ga pa sploh ne. Ne vem, enostavno. Mislim, jaz ta prvo, se pravi v soboto dirko sem gledal za svetovni pokal, isto je vse na Eurošportu. Pol v nedeljo je bilo pa tako malo taka brezvezna, ker je Van der Poel štartal prvič v prvi vrsti, ker me zdaj že pač toliko zmag nabral, pa točka, ne. In kaj pohodil je pač, ne vem, mislim, da ne vem, so bili en krog spoznajmo in je pač šel in je odpeljal svojo dirko. Tudi piše nekak, da se predvideva, da bo nekje na svetovnem prvenstvu, da bo nekaj tazga. Tako je opisan. Jaz upam, da mu vsaj Van Aert, da mu bo, ker fora je, da v soboto se je razbal, mislim, da 2 ali 3. Ja, da zdaj, koliko se je poškodoval. Ja, pa je bil še vedno drugi, ne? Ga bodo že pripravili, da bo, ampak... Ja. No, videl se je tako, da hoče dost na moč odpeljati, ker Van der Poel se mi zdaj, kukar je zelo močen, samovita, ne? Še zmer z občutkom odpele, pri Van Aertu se mi je pa zdel, da sam... Jaz se vprašanje, koliko se je Van Aert lahko pripravil na vse skupaj, glede na to, da je imel tudi hudo poškodbo kolena in... Pa se ta občutek, to ti ne zgine. Ne, občutek ti ne zgine, ampak verjetno mu pa manjka kakšen trening ali pa ne, zaradi možno tega. Ja, dobro. Dej mi povej, kakšne vaje ti delaš doma za kor? Jaz ene 2-krat na teden se kar potrudim, ja. Zdaj sicer, ko so treningi že malo intenzivni, bolj ratujejo, ne delam več neki vaj za nog, glih prav veliko. Za zgornji del delam pa te čist klasične vaje, ki jih vsak pozna, od planka, trebušnjake različne vrste, trebušnjakov od v eno smer, drugo stran. Se pravi, sklece za roke, imam tudi uteži, tako da tudi z utežmi delam vaje. Tukaj mi je neki vaj, kar moj sin Matic pokazal, ko on se je letos dobro na kvihtu, pa sem pač rekla, da mi za to mišice mal, pa za te mal. Tako da mislim, da sem se malo kar ujačala tudi na mišicah, tako da ne bom več preveč delala, ker tudi že vidim, da zdaj vaga mi je šla zelo za kilo gor, čeprav nisem ničesar tazga počela, ampak se mi zdi, mogoče sem se kar malo nakvihtala, no. Tako da ne bi preveč več rame in teh stvari, ampak drugače čist klasika, čim več na trebušnih mišicah, pa za hrbet. Čist vse, jaz mislim, da tukaj pravila, da je za kolesarja nekaj ali pa za nekoga tukaj ni. Pač vaje za zgornji del telesa so zelo pomembne, jaz tudi moram reči, da vidim, sploh zdaj pri teh šprintih, če kdo dela
že treninge na šprintih, takrat vidiš, kako ti dejansko, ko ostaneš, ker del telesa ti začne takrat res delati in to je res ta zgoren del telesa, ki se upre, vsaj tistih par sekund mogoče in zdaj, če imaš ta del zgoren del, mečkam bolj ojačan, lahko ta šprint zdržiš malo dalj časa. Tako da to je tisto. Nekaj delam tudi vaje za, v bistvu verjetno si ti mislil za statiko, ne, te statične vaje, no, ne za statične te variante. Tako da to tudi še vsem, vsaj probavam nekaj delati na eni nogi, ali pa izpadni korak, čisto osnovne zadeve, glik zaradi tega, da pač tudi to ostane. To je 1-2 na teden delam po pol urce, tako da se kar... Okay. Ja, jaz sem začel, se ti že veš, sem začel v fitnessu zdaj dosti več delati za noge, za zgoren del delam zdaj sam še 2 na teden, ker sem prej 5. Tako da, in moram reči, da zdaj 2, ko sem šel na kolo ta vikend, sem se ful dobro počutil. Sicer je res, da sem bil še čist trd od nog, ko sem jih delal, ampak je šlo že ful, pač tako. Počutje na kolesu, zdaj tazga, ki imam, nisem imel začet sezone, sploh sem spomnil kdaj in je ful dober. Bom jaz zmontiral v meni vlog, tako da boste točno videli, kjere vaje, ponovitve, unti stred, sam sem ugotovil, če hoče vsaj približno dobro narediti, bo to trajalo 1-2-3 tedne, tako da upam, da do konca februarja ga naredim. In ja, mislim, bi vsakmu svetoval, da proba 1 na teden. Tako bom rekel, če imate fitness oziroma če nimate doma, počep, izpadni koraki, kva so pol še kaj, pa so kakšne te vaje za meča, ampak kar se tiče za kolo, je pa predvsem različni izpadni koraki, poskoki, pa počepi. To lahko vse doma delaš, tako da jaz imam tudi recimo sedežno toliko nizko, da lahko delam tudi, se pravi, počepa, ne, za uporo eno nogo nazaj, se pravi, na sedežno je toliko nizka, da dam lahko nogo gor in spred drugo nogo delam počep, tako da je še zraven ta malo ravnotežja, ne, tudi. Je pa tudi ena od stvari, ki me sicer malo delala sem včasih, pol niti ne, pol se bo dolg časa je bilo to raztegovanje, ful broti pa ne delati, pa ne vem kaj, ker sem jaz trenirala 30 let nazaj kot šmrkla, smo se po vsakih treningih raztegovali, zdaj tega raztegovanja itak ni več, je valčkanje, varianta pa te stvari, ampak vseeno, jaz mislim, da se tako, če gledam, recimo moj oči pa mami sta oba dva že kar nekaj v letih in ona dva že cel življenje telovata in ogromen te njune telovadbe je na nekem raztegovanju, tako v bistvu, ne, temelji. Moja mami, ki je skoraj 70 let stara, ona se še vedno naredi predklon do tal z rokami, ne. Z rokami se dotaknila po tal, čisto normalno. In to so stvari, jaz recimo to zdaj, ker zjutraj, ko vstanem, se mi zdi, da sem cela zategnjena, pa vsa najprej se pred špeglom fajn pretegnem, pa delam točno, ne vem, ponovadi to, dokler ne pridem res z rokami do tal, enostavno, da ne čutim nobenega zategovanja v nogah, toliko časa naredim te raztegovalne in to samo zjutraj, to nikoli ne delam po nobenem treningu, po nobenih vajah, ničesar, nič, zjutraj na vse zgodi, ponavadi, mislim, vse zgodi, pa zjutraj, ko ostanem, to naredim in moram reči, da mi ful pa še malo v vrat in te stvari, tako da to so tudi ene od stvari, ki jih ne delamo, no. Ja. In smo pol zategnjeni. Jaz bi tam še v prvajah bi sam še rad poudaril pravilnost dihanja, ker jaz čisto narobe diham in pol me moja, takrat, ko skupaj trenirava, me skozi popravlja in me ima že poln k. Tako da, kar se tiče dihanja, zdaj jaz upam, da vam prav razložil, vsakič preden se naredi eno ponovitev, morate vdihati, pa narediti se pravi trde trebušne, zato ker pri vseh teh, se pravi pri počepu itd. Vam bojo še trebušne delale. Tako da je tukaj že, če to delate, pa pol še dodatno, še kakšne vaje za kor, je to že ful. In to se bo predvsem pol poznali vsakič, ko boste bolj na konc, ko ste na rundi ali pa kjerkoli, ko boste začeli šprintati, boste videli, oziroma, ko boste čist na konc, pa bo, ne vem, en skoč ali pa hočete vi potegniti, boste videli, da boste imeli še neki dodatno moči. Takrat, ko vas pa spodnji del hrbta boli, na kolesu, sploh na cestnem, je to še toliko večji problem, ker si pač skozi skoraj ne v istem položaju in po 2-3 urah si sam zelo bogi gor, sploh če je pač bolj naporen in so te vaje zelo, zelo pomembne
pol v sezoni, da se sploh še lahko premikaš, pa da daš še unih par procentov pač več od sebe. V bistvu pri dihanju, to je tudi pri fitnessu, se tudi lahko vedo, eden od pravil je, se pravi, ko ti si razbremenjen je vdih, ko narediš obremenitev, je izdih, ne? To je čista. Mislim, da te že tako vleče vsaka vaja. Pa ne, mislim, če gledam, kako, ker, veš, tudi če hočeš prehiter delati. Zdaj mislim, da tiska trenira cel življenje, da si že delal trebušnjake, a ne že zelo... Ne. Narobe mislim, misliš. Da kar... Jaz treniram že cel življenje, pa sem vse čisto narobe delal, ko sem prišel v fitness. Ker te ni noben opozaril, verjetno nikoli. Se v tem se to hočem povedati. So pa že trenerji že. Zdaj ne, so me pa, ko sem bila stara 10-12 let. Ne. Jaz vem, da ko se trudim, pa delam vse prehiter, se pravi, vsi ti že veš, da ne vem. Ja, tudi ne moraš to hitro dihati, zato je pa treba smečkan. In moraš malo počasnejš, vdihant, izdihant, narediti vajo, itd. In je pač tako, ko delaš pravilno, vidiš, da tudi ta prave mišice delajo. Ful večji rezultati so. Veliko večji rezultati so. Ja. Lahko narediš 10 trebušnjakov pravilno ali pa 20 narobe, pa si naredil z 10 več. Ja. Tako da, evo, na svet od najedvih. Dihite. Ja, dihite. Greva še, mogoče se sam še na hiter vrneva, kjera ekipa je najbolj začela letošnjo sezono? Ja, tako tista, ki jo je lani končala. Tako da UAE nadaljuje, zdaj v bistvu 2 take velike dirke sta bile, ta Tour Under, je skupno zmagal njihov nov član, je na novo, Narvaez, kako se to že izgovarja. Tako da je skupno zmagal in pa tudi ta dirka v Španiji, kjer je vozil naš Govekar, pa je bil zelo odličen 6. Je tudi zmagal član UAE, tako da mislim, da so kar Je to ta mal zmagal? Ja, ne, glih danes sem gledal podcast. To ta čudežni danec. Ne, Španc. Ja, je zmagal en tamav, nek tamav, ampak 20 let. Se nema, sem si nekam napisala, ali se nisem, ampak nisem napisala. Mislim, jaz sem bil najbolj vesel, kaj je Hirši dubu. Ja, Antonio Morgado. Ja, to je nek, mislim, da 20 let star. Ja, tudi en mlad fant, ja. Kaj je Hirši dubu, pa tudi tam mislim, da je bil Dueja drugi, isto ta. In ja, sem vesel, da je Hirši pa BMC, da so dobili. Sej ne vem, kaj imajo pa zdaj klele tudi neki na Luli, tudi Tudore, nemočne fante. Hirši je v Tudorju, ne? Je, sam ga ni zdaj tukaj. A ga ni? Ne, kle ga ni. Ja, ena debata je še, Campagnolo je v World Touru s Cofidisom. Zdaj se je vrnil, ampak na francoska kolesa. Pač so prišli nazaj not, verjetno so pač nekako tok in tok so dali in so prišli nazaj. Ti si kar nekaj časa si vozila Campagnolo, s čem ti nisi bila zadovoljna? Tebe baterija skozi hecala, ali kaj je že bilo? Največja stvar, ki je mene hecala, je bilo, da enostavno se ni dal nastaviti menjalnika za dalj časa, po pol leta recimo je prišel na neko točko, en zobnik, vedno je bilo na istem mestu, ni bilo ne glede na to, a si zamenjali zobnik ali ketne, vedno je bilo na istem mestu, kjer nisem enostavno mogli narediti več fine nastavitve, razen s tem, da se je pel kolo na servis, da se ga je tam nastavili in pa je to spet pol leta zadeva funkcionirala. Okay. S tem, da sem naredila cel znanje iz tega nastavljanja po YouTubih in kanalih vseh, ampak to je bilo meni problem. Še ta druga točka, lahko komentirate spodaj, če ste že vozili različne grupe, se pravi Shimano, SRAM, Campagnolo, pa lahko komentirate, kjera vam je bila najbolj všeč, zakaj, kaj vam pri drugi ni bilo všeč, tako ne sam, to je sranje, to ni, ampak tako, da bo mogoče še, če bo še kakšnega to glih zanima, kupuje kaj, se lahko kaj nauči oziroma ima dober feedback. Ja, pa ni treba gledati, kako zgleda oprema, ampak dajte povedati mogoče bolj z tehničnega vidika, ker
Vizualno je še vedno, mislim, da je kampanjolo lepa, ne? Tako da tukaj nimaš kaj reči, ampak pustimo to, da jim reči, kjer je dobra. Mislim, jaz, ko sem vozil ta novo wireless, jaz isto s ta staro EPS nisem imel nobenih težav nikoli, pa sem jo vozil 10 let. S ta novo wireless, jaz mislim, da trenutno vsak, ki bi jo vozil, po občutku na kolesu, se pravi, zavore in prestave, kako ga prestavaš, kakšen je občutek. Rečemo, Shimano je tak zelo inovativen. No, inovativen, kaj nič novega. Inovativen, se pravi, ti ne da ti tega feedbacka nazaj. Se pravi, ti je tako kot dalinc, pač prestavaš. Pri kampi začutiš, kako se prestava, pač drugače in je res občutek na ročki, tudi ergonomija roč, meni osebno boljše grube, kot to ni. Problem pa je, ker nisem pripravljen plačati tog denarja, da bi jo pač imel gor. Če bi pa rekel, denar ni uvera, jaz trenutno ne bi razmišljal, bi dal gor od kampe. Pač meni mislim, da stvari, ki ti pač povejo, so tukaj te serviserji, ki so z profesionalnih ekip in pač s tistimi, kar smo mi uspeli govoriti oziroma z njimi imeti kakršenkoli stik, so bili vsi zelo vedno razočarani nad kampo in zato je šla tudi kampa iz Protura za moje pojme. Jer ni tukaj zdaj problem financ ali pa ne vem, če so tudi kampa najbrž dosti bi lahko plačala glih to Ken Shimano, ampak enostavno je bil problem v teh pač takrat je bilo tudi nekaj govora, da so v prve te ESP-je udirali noter v sisteme in tako da mislim, da kle Ja, jaz tega nisem zasledil, ker edin podatek, ki ga imam, je od Adrije, takrat, ko so vozili. In toliko malo težav, ko so imeli s kampo, do takrat nisem imel še z nobeno drugo grupo. Ja, se je bil tudi Kavčnik je povedal, da so imeli največ težav s kampo, ne? Da je šla z to kampa tudi. Ok. Ja. Ampak, jaz ne vem. Meni je Shimano všeč, pač ne vem. Meni je všeč zaradi cene. Ja, če bi gledal pol na ceno, je SRAM še boljši, a ne? Ne, Ultegro zdaj po tej ceni, kad dobiš Ultegro, ne moreš Force dobiti. Ja, mislim, da je Force že kar pod Jurja, no, se ga dobi. Ja. Čak. No. Tudi kampe nima, tudi Shimana Ultegre nimaš. Kaj, zdaj dobiš pod Jurja 400, kompletno. Ja, sej, Force je pa cenejši. Ja, no, zadnje, ko sem gledal, je bil Jurja 600, Jurja 700. Kje pa? Ne vem, kje ste to gledal. Kje je on telefon? Ja. Ja, se tudi Ultegro za Jurja 400 jih ni prav veliko, ko sva mi dva šla gledati, pa jih nisva najdla. Jaz sem na 4 spletnih stranih najdel. Jurja 380. Mi dva pa nisva. Pa tudi na tistih, ki ste rekel, ne. Ne vem. Jaz bi da so te cene, mogoče imajo kakšne stare zaloge, pa je, ne vem, sta v stok, ne moraš pogledati, mogoče ima 1-2 na zalogi in potem ima tako ceno in ko jih prodajo, takoj gre ven, tako imaš tudi na teh, tudi tam, kjer imajo veleprodajne variante, kadar je sam ena na razpolago, tako sem pa če slučajno lahko prišla do Shimana zelo ugodno, ker pa samo ena na razpolago, sicer je manjko, ne vem, ena zadevca, ki je bila še vedno cenejši in potem lahko dobiš zelo ugodno, ne. Ja. Moraš pa paziti, da ne manjka kakšen disk ali pa kakšna stvar, da je zaradi tega tudi potem malo cena nižja, ker imajo nekje na zalogi, neki so vam pobrali in pol ti sprodajo. Ja, mislim, kar sem jaz gledal, je bilo pa, če je bilo tudi to drugače so kar tam 1600 € Ultegre, no, čist taka realna cena, normalna. Ok, bom še enkrat pogledal, ampak te strani, kjer se največ kupuje po njih. Jaz sem sam na nemških sem gledal. Ja. Ti si imela še polhanenih točk. Ne, jaz sem v bistvu ena točka taka, ki se mi zdi, da bi bilo dobro, se so vsi lahko tudi prebrali, ampak je mogoče za izpostaviti zaradi vidika varnosti tudi vseh kolesarjev, mogoče tudi nekaj niste kolesarji, pa kaj nas pogledate včasih, tudi taki vem, da so. Bile so že smrti, ko mi se je začelo leto, pa je že kar nekaj bilo težav na cesti pri profesionalnih kolesarjih. Vemo, da je umrla 19 let stara kolesarka, Italijanka, kjer jo je avto zbil, njo pa njenega brata, kjer sta trenirala, ona žal ni preživela. Potem druga stvar, kjer smo lahko tudi brali zdaj te dni, so nemška reprezentanca, kjer so na Malorki imeli priprave za svetovno prvenstvo na pisti in je vseh 6 kolesarjev pokusil, 89-letni Ata, ki jih je spregledal.
in jih je vse v bistvu, vsi so bolanci, vsi so s poškodbami, nobeden ni v kritičnem stanju, noben ni mrtev, ampak že to, da imaš na začetku sezone take poškodbe, ni glih v redu. Tako da dajmo, ne vem, paziti, tudi mi bomo hmal na cesti, tudi mi se dajmo čuvati. Jaz sem dobila ta teden en komentar na moj video, da sem v črnih oblačilih na kolesu. To je res, ampak imam pa v zadnji lučko na kolesu, ki ima, ne vem, 250 lumnov, ne vem koliko, glavno. Mislim, da je ta lučka zelo dobro vidna na delač. Če kakšne v avtomobilu to mot, jih mot sam zato, ker jih motimo itak kolesari, tako ali pa tako. Imam tudi lučko od spredi na kolesu, tako da mislim, da sem vidna bolj, kakor če bi bila v ne vem kjerih oblačilih. Tako da mislim pa tudi, da po zim glih biti v belih oblačilih ne moreš biti, ker si umazan. Vsi imajo reflektivne stvari na oblačilih. Tudi reflektivne, ja, sam recite reflektivne stvari delujejo, ko je res zelo temno ali pa mračno, a ne, mogoče, če je pa... Ja, tako da te lučke niso nič groznega. Jaz mislim, še 5 let nazaj smo vsi bili zgroženi, wow, lučka na specialki, boh ne daj, grozen, to ne paše. Zdaj so že te lučke tako majhne, potem so razni teli radari variante, ki nas opozarjajo, tudi nas kolesarja, da prihaja avto, kjer smo lahko pozorni in se umaknemo mečkam bolj na stran oziroma pričakujemo, kaj se bo zgodilo na cesti. Tako da mislim, to so vse dobre stvari, niso precenjene in tukaj sigurno ne more biti nekomu, ki je veliko na cesti, pa se veliko voz, biti škoda denarja, da za eno dobro lučko, dobro osvetlitev na kolesu. Ne kupiti pa tistih lučk, ki jih prodajajo po 4-5 evrov v raznih Kikih, Tedijih, Lidlih in tako dalje. Teh lučk vam pa jaz ne svetujem, ker te lučke se pa ne vidijo. Pa se tudi to, ko sta videla, se to tudi ni drago. Ne, mislim, ja, nekomu je mogoče, so to lučke, ne vem, 40 evrov, da je nekomu veliko dati, ker una lučka je pa 4 evre, res, dobiš, ali pa še manj, mogoče 1,99 dobiš lučko za na kolo, ne. Ampak tista lučka se ne vidi, tisto lučko ti jo vidiš, kaj jo imaš v roki, ja, sam, ko se pa avto pele 50 metrov odzad je ne vidi. Kaj šele 250, kakor so vidne te varije, pa razni radari kolesa, ne, lučke radari. Tako da to je res... Viden moraš biti, ne samo zato, da imaš lučko, pa misliš, da jo imaš. Yes. Kdaj si že ti rekla, da se runde kle začnejo? Runde se začnejo, prav runde tedenske se začnejo, ko se ura prestavi in to bo v bistvu z začetkom aprila, konec marca se ura prestavi, ampak se pravi, to je ponovadi. Bojo pa zdaj torki pa četrtki ob 5. Tako. Vreten začetku bomo štartali pol ure prej. Sprašujem zato, glih sem imel prej enega gospoda noter. Sej, jaz vsakmu pravim, da itak smo skozi o temu bomo govorili, bolj, ko se bojo runde bližale, bolj bomo o temu govorili, tako da mislim, da ne bo noben zamudil nobene runde, tako da bomo lahko štartali. Zdaj tudi začele se bojo amaterske dirke, mislim, da že marca so ti razni Grand Fondi, kle že v Sloveniji, Portorož varianta in tako dalje, tako da treba se... Kjer je ta prva, ki gre? Ja, ta bo aprila Grand Fondo Istra, tako da to sem si jaz nekako zastavila. Ja, kaj se už odločila, greva dolgo ali greva kratko? Kratko. Koliko je ta kratka, kako je ta dolga? Mislim, da okoli 90 km ima kratka, pa malo manj višincev, ki gre enkrat manj enkrat manj gre na Opertal, drugače greš dvakrat. Jaz pa še nisem šel na Opertal, tako da... Sej, tam boš ostal odzad za mano. Ja, ženska glasna, sezona se še začela, ni šprinta, je pa ena, ki so pri maratonih, glih drugače, ena od stvari, ki sem jo zasledila, da imamo letos je Franja en teden kasneje. To sem zvedla. 14-15. Tako. En teden kasneje, kakor bi ne bi bila, ne, v teh okvirih, ampak je pa en teden prej, takrat, ko ne bi bila Franja, je pa maraton okoli Pohorja, ki pa ne bi bil, mislim, da to eden, če niso bil to prvi maraton, sploh v Sloveniji, in ima tudi veliko tras, 4-5 različic tras, ful dobre, tako lepe, malo daljše, krajše, z nekimi norimi višinci in pa je tudi dobrodelna akcija zraven v temu noter, tako da ima to kolesarski klub, društvo, kako se ima Branik,
čez. Tako da lahko to malo pogledate, pa da namesto, da se gre na Franjo, pa en trening pred Franjo, pa se gre na maraton okoli Pohorja, tako da jaz bom tudi to imela verjetno v mislih. Ja, če je res ta vikend, potem jaz vem, da vsakič je bil maraton 3 občin takrat in vem, da je... Ja, maraton 3 občin pa je en teden pred Franjo, tako da bi mogel biti še en teden prej. Ja, ni nujno, ker ponavadi je skozi en Da teden so vse pred spremenili, Franjo. vse od Bom Franje. videl, ampak če bo isti vikend, grem jaz skoraj, če bom v redu pripravljal, Na maraton 3 pa grem občin. maraton, Ker ker za vem, ta- da je toliko težek, da če to dobro odpelaš, pol na ta mali Franji je tako piece of cake. Tako da mi je pa še bližji mi je. Je to ja, dobro. Ker vem, da če se vozim Ti čez si itak za Trojane, pa so pečkar, ti tam krofki. doma čepi, pa kle se vost gor, potisga mengša gor, pa nazaj cel življenje in to je to. Pa ja, Jaz meni se mora dogajati, jaz moram videti ceste, jaz moram videti folk, daj ti na koga kledač. spoznati novega, malo se s kom kaj pogovarjati, malo živeti. Ja, cel dan, cele dneve govoriš. Ja, saj zato, ne smem nehati. Govorilo pa, če bom nehala enkrat govoriti. Ne vem, ne to do drug pove, Ja, zelo mogoče. slabo. Bog nadej, da nehaš. Jaz sem na prejšnji epizodi sem še načel temo o Giru 2025, se pravi o štartu v Albaniji. Ne bi bilo zelo lepo in všeč mi je, ker si lahko na stanje na eni točki in se praktično sam s kolesom pol okrog voziš, greš vse pogledat in je to. Tako da zdajle najprej sem mislil, da bi šel z avtom dol, zdaj pa že kar orank razmišljam, ker so letalske karte dokaj ugodne, da bi šel kar z letalsko dol, bom pa še vse skup videl. No. Če se nas bo nabrali tako za en avto, pol bi šel kar z avtom, drugače Ja, pa... jaz sem rekla, mir se doprej leti, dej tale Giro je tamle v Albaniji, kva če bi šli tole gledati? On že, zdaj smo sam plane govorim, zdaj smo glih na začetku leta in ne začnem, kaj če bi šli to gledati, kaj če bi šli gledati, zdaj bomo šli Stradje Bianche gledati, zdaj že Giro gledamo, uno gor dol. Tako da ja, meni je tudi ful to privlačen, da bi šla gledati ta Jaz še štart. nisem bil v Albaniji, že Saj, zaradi jaz tudi tega. ne. Jaz tudi ne, ampak imam bolj tako eno drugo stvar pripravljeno s to Albanijo, ker upam, da mi bo nam ratal tudi klema, tudi željo nekaj kolesarjev jet, da bi to združili s Črno Goro pa Albanijo. Vem, da se da v Albaniji kolesar ne glih tako kle, ki je zdaj kle, kjer je Giro, ampak bolj v notranjosti. Takrat bi se povezala z eno našo smučarko, tole Anjo Kalan, ker ona ful kolesar tudi in z njenim znata kolesar take zelo eksotične trase, ampak preverjene, varne, tako da so že enkrat tem debatirale, tako da mogoče to za prešparati, no, to Albanijo, ker sigurno se bo dalo tudi Giro še kekle bližji videti Sloveniji, samo je pa res, da kakor sem pa jaz zdaj gledala te trase, je pa ta Nova Gorica edina stvar. Vse ostalo je kar delač. Mislim, nič ni tako zelo blizu. To je edina trasa, ki je blizu in potem se že takoj spet Giro odmakne stran. Bo pa po moje orang divje, kad to pride v Slovenijo. Ja, to definitivno več, da Slovenci ne znamo našmerno narediti. Nova Gorica je itak lepa že sama po sebi, tako da tam res lahko narediš žur tako ali pa tako. In jaz mislim, da ja, absolutno je treba tja Giro gledati, tako da pol prespiš. Ne, da greš nazaj isti dan. S kolesom tja, prespati za eno noč, pa pol nazaj. Ma ne, sej. Verjetno že 2-3 dni, ne, lahko še malo del. Greš V malo še Brda kaj še v Goriška, ja pogledati. točno to ne, mislim, halo. Tako da ponudbe za Goriška Brda, ker lahko sponzorirate kanal, pa bomo objavili kakšne dobre akcije, pa je to. To itak bi res lahko. Ja. Ja, da best, a ima mi da danes še kaj? Ne, po moje je to. Mirset ima še vedno generalne servise, zdaj je sicer malo zafilan, tako da je po moje že treba tam Ja, se mogoče polne, ja. en teden čakati. Tako da, evo, fajn bi bilo, da se prej najavite, da boste imeli kolo za začetek sezone, ker iz Kranjske Gore mi že javljajo, da se zna zgoditi, da snaga ne bo za Počitnice zimske šolske so počitnice. zdaj, ja. Tako da, če je to res, pol pomeni, da bojo ceste suhe in da sem hitro začel voziti, kar je voda na moj mlin, da sem lahko začel malo več voziti. Končno začel trenirati. Ja, jaz se že vozim. Ja, ja.
Kako so lahko ene ženske to glasne? A sem bila glasna zdaj? Ti si skozi glasna. Sem še spotihan delala. Tako da ja, Ja. to je